Vodenje s posluhom. 7. sezona vodenja s posluhom res mineva v dobri družbi. Miha, že s Tilnom Sotlarjem iz Devesofta smo v prvem delu 7. sezone govorili o umetni inteligenci, ampak kdaj, če ne zdaj, je čas, da povemo še kaj ene. Ja, in pa ljudje, ki smo nekako del te zgodbe, to je tisto, kar lahko najbrž prispevamo znotraj vodenja s posluhom. Ja, zato sva res vesela, da je z nama Ada Guštin Habuš, soustanoviteljica in direktorica Kolibri Labs. Ada, dobrodošla na Valu 202. Hvala, živijo obima. Glede na to, da se poznamo, se bomo tikali, mislim, da bo tako bolj enostavno za vse. Kolibri Labs, zakaj Kolibri? Malce sem preverjala, obstaja koktejl bar v Ljubljani, seveda je lahko to tudi ptica, lahko je vaše podjetje, zakaj torej to ime? Ko smo prihajali na idejo za ime, je prišlo to precej spontano, seveda. Matičeva ideja, torej enega od soustanoviteljev, si je želel, da je na koncu imena pripet Labs. Medtem, ko smo iskali tisto, kaj bi bilo lahko pred Labsom, sama vedno izhajam najrajši nekako iz narave. Kolibri je bila tako spontana odločitev, gre za majhna bitja, ki pa so agilna, hitra pri svojih odločitvah, letajo lahko vse smeri, tako da smo nekako videli super povezavo med nami, ne da bi letali na vse smeri iz vidika poslovanja. Pač pa ja, delamo na področju umetne inteligence, pri čemer pa je ta agilnost, hitrost in prilagajanje na spremembe gotovo zelo dobrodošla. Omenjala si Matica, ki je eden od soustanoviteljev, Dejan je drugi, tretji soustanovitelj. Kako ste si razdelili vloge, kakšno prednost vidiš v tem, da ste trije, ki nekako držite tega kolibrija? Do določene mere je bila razdelitev vlog precej jasna. Matic je namreč developer, torej razvijalec, praktično od nekdaj. Tako da je sam prevzel vlogo CTO-a, torej vodi ekipo vseh naših inženirjev, developerjev, je tehnološko izredno močan in podkovan, medtem ko je najina vloga z Dejanom gotovo bolj iz vidika poslovnega razvoja podjetja, razvoja ekipe. Tukaj pa je ta lončnica med samimi nalogami gotovo tanjša. Tako da si te vloge razdelimo precej spontano. Odločitve prihajajo na skupni noti, medtem ko kdo prevzame točno katero nalogo, pa v bistvu odločamo nekako sproti. Zanimivo je mogoče to, da ko sem sama še pisala doktorat, sem ga pisala na temo, kako lastniška struktura vpliva na produktivnost podjetij. In kar smo skozi študije odkrili skupaj s profesorjem Janezom Prašnikarjem, ki je bil moj mentor, in tudi Velimirjem Boletom, je to, da je najboljša lastniška struktura se izkazalo ravno ta, da so v podjetju prisotni trije lastniki. In če malce poenostavim, zakaj, gotovo zaradi tega, ker v tem primeru prihaja do več idej, do več interesov. Tudi tukaj se gotovo naša mnenja, ideje velikokrat krešajo in so tudi pri tem vodenju podjetja zelo dobrodošle. Ada, ta tranzicija iz akademskega sveta in to še na nekem makroekonomskem nivoju do malega ptička kolibrija, ki je agilen, hiter in iznajdljiv, gotovo ni enostavna. Kaj te je v bistvu tebe sploh spodbudilo, da si se odločila za tako korenit korak? Torej, naj poudarim, da sem res pri svojem delu na ekonomski fakulteti zares uživala, tako v samem delu kot samo ekipo, s katero sem sodelovala. Je pa res, da sem se pri delu znašla v eni taki zelo močni coni udobja in sem nekako čutila, da če želim tiste svoje lastnosti, v katerih sem verjela, da sem najmočnejša, boljš razvijati, se bo počasi treba vršiti malo ven iz te cone udobja, in sem se nekako podala na podjetniško pot. Kar me je dodatno k temu spodbudilo, je gotovo tudi Dejan, torej eden od soustanoviteljev, ki je sicer tudi moj mož. Bila sva namreč sošolca že na fakulteti, od prvega letnika dalje, torej če je ekonomska fakulteta, mislim, da tisto leto sprejela približno 500 študentov in nas je potem razporedila v različne skupine po 50, sva se znašla točno v isti skupini. Razlika ključna ta, da sem bila jaz tista, ki je sedela v prvi vrsti, Dejan običajno v zadnji. In kar se tiče še najinih ključnih razlik je, da sem se sama precej bolj držala knjig že na faksu, medtem ko je bil Dejan podjetniško bistveno bolj prodoren že takrat, ustanavljal prva podjetja praktično že v času fakultete. Je pa res, da sem ga ves čas ob tem spremljala, rasla z njim gor, ogromno sva si pomagala, tako da je tudi to, da sva trenutno povezana v Kolibri Labsu, prišlo izredno spontano skozi vsa ta leta in nič kaj na novo.
V bistvu vrsta nekih naključij, ki pa ste jih znala hitro in dobro prepoznati in nekako tudi obrniti sebi v prid tudi v tem podjetniškem izzivu. Omenila sva že uvodoma umetno inteligenco, ne? Se pravi, ne samo, da si se vrgla iz cone udobja v podjetništvo, ampak še iz podjetništva še v nove, v navednicah, težave, ne? Na to neznano področje umetne inteligence. Tisti, ki delate z umetno inteligenco, včasih rečete še kako drugače ali je vedno AI in bomo tudi danes nekako govorili o AI? Večino časa uporabljamo kar izraz AI. Namreč ogromno poslujemo v mednarodnem okolju, to je prvi razlog. Kot drugi razlog pa vem, da se je v Sloveniji ogromno pogovarjalo o tem, da se umetno inteligenco v skrajšani obliki poimenuje UI, torej umetna inteligenca, pri čemer pa je pri razvoju programske opreme UI kratica za user interface, kar je popolnoma drugačen izraz in s tem tudi velikokrat bi lahko prišlo do samega mešanja, konfuzije, tako da ja, res se pri delu držimo kratice AI. Ne bom trdila, da je to vedno pravilno, je pa tako gotovo bolj praktično. Danes pa probamo z umetno inteligenco, kar cela ta besedna zveza. Mislim, da bomo zdržali. Ja. Bomo. Ja, v bistvu še ena kratica mi pade pod UI in to je uporabniška izkušnja, ker spet malo Slovenijo, malo angležimo. Bolj zanimiva tema zame je mogoče tudi ta dinamika med vami tremi. Se pravi, tukaj že od samega začetka pri vodenju s posluhom govorimo o vodenju kot nekem timskem športu, kot konkretno o porazdeljenem vodenju. Kako ta vaša dinamika funkcionira, kje se nekako dopolnjujete? Predvsem Dejan in Matic sta sodelovala skupaj že vrsto let, govorimo od leta 2017-2018, kjer sta sodelovala že takrat na večjem projektu, tako da je tudi ta naveza prišla predvsem spontano po večletnem sodelovanju. In pri vseh odločitvah na koncu dneva je ključen, kakšen je odnos in kakšna je komunikacija med vsemi tremi soustanovitelji določenega podjetja. Ko ti ustanoviš novo podjetje, je kljub vsemu pred tabo ogromno neznank, te moraš kar nekako vzeti v zakup in ko naletiš na kakršnokoli oviro, je ključno, kako boš temu pristopil, vse pogovoril. Tako da ja, odločitve, glede na velikost podjetja, še vedno vsi sprejemamo absolutno, popolnoma sinhrono, se o vsaki stvari pogovorimo, ni tukaj večje umetnosti, važen je odnos, način komunikacije in to je to. Tako da dost enostavnejše, kot si včasih predstavljamo, če se predhodno seveda poklopijo vse ostale stvari, kot so kakšne imamo vrednote pri delu, kakšna je vizija in na kakšen način komuniciramo. Kaj pa, ko bo ta kolibri zrasel enega večjega ptiča, kako bo pa potem izgledala ta dinamika vodenja, kako si predstavljaš? Gotovo je pri tem veliko neznank in morda si je v tem trenutku kar težko predstavljati, kaj še vse je pred nami. Nimamo zapisanega jasnega cilja, do kje točno si želimo zrasti, ali je to po številu zaposlenih, po številu prihodkov, kateremkoli drugem kazalniku. Ključno vodilo, ki mu sledimo pri delu, je, kakšne projekte sprejemamo, kakšno imamo dinamiko tudi z ostalimi zaposlenimi, ali lahko ves čas poslujemo s svojimi vrednotami. In to je tisto ključno, kar je vodilo. Dokler to gre, se bomo tega absolutno popolnoma držali. Zagotovo pa v določeni fazi prerastaš vse to, ampak ključno, da pri tej rasti sledimo korak za korakom stvari, ne prehitevamo stvari in ves čas praktično smo pri komunikaciji izredno jasni, povemo, če ima kdo kakršnokoli težavo, tako da temu nekako sledimo. Koliko vas je trenutno in kaj je v bistvu bilo ključno spoznanje, ki si se ga pa morala priučiti ali pa naučiti v praksi, ko si dejansko začela voditi ekipo? Trenutno nas je v vsej ekipi, torej z nami tremi ured 15. Ključno, tudi kar smo se naučili pri vodenju ekipe, je, da so zastavljeni jasni cilji in pa predvsem jasna pričakovanja. Torej vsak od zaposlenih mu skomuniciramo, kakšna je odgovornost, ki jo vsak s tem prevzame. Naše okolje dela je namreč zelo fleksibilno, tako kar se tiče od dela od doma, od kdaj točno kdo dela, kdaj ne, so pa jasne odgovornosti vsakega posameznika in pričakovanja. In s tem je v bistvu tudi potek dela potem bistveno enostavnejši. Ključno, kar smo se naučili, je, da ta pričakovanja
komuniciramo čim bolj na začetku, pa tudi čim bolj sprot, ker včasih se zgodi seveda, da tudi mi kakšne nepredvidljive situacije vnaprej ne poznamo, se naša pričakovanja tekom projektov spreminjajo. Tako da ključno spet samo sprotna komunikacija, biti ves čas na vezi, kljub temu, da imamo del ekipe recimo tudi v Pragi, del ekipe dela v Ljubljani, del ekipe v Sežani, Novi Gorici, tako da razkropljeni smo na več koncev in ta povezanost je gotovo ključna. A se pri vsem fokusu, ki ga dajete na razvoj posla, na razvoj produktov, uspete ukvarjati s kulturo? Omenila si vrednote, me zanima v bistvu, kako se tega lotevate, ne vem, ko zaposlujete ljudi, ko pridete mogoče do kakšnih zahtevnih situacij. Mi se kot 3 solastniki ves čas med seboj pogovarjamo, kakšno podjetje si želimo zgraditi, glede na to, da gre za mlado podjetje, kljub temu, da smo predhodno združili 3 podjetja z precej daljšo zgodovino, pa vendar zgodba se postavlja na novo. Recimo, če govorim samo iz svojega vidika, ko postavljam podjetje, vem, da ima to velik vpliv na moje življenje in tudi na življenje zaposlenih v ekipi. In ključno nam je, da usmerjamo vse oziroma da držimo niti na ta način v rokah, da gradimo prijetno vzdušje, da si ne gradiš okolja, v katerem boš trpel ali zaradi izgorelosti ali zaradi sesedanja samega vase, kljub temu, da je intenzivno. Imeti utvaro, da imamo trenutno vse odgovore, kako kulturo zastaviti, kako ne, jih gotovo nimamo, tega se učimo sprot. Je pa gotovo velikokrat tema pogovora, na kakšen način stvari zapeljati, da bo kljub temu okolje, ki omogoča ogromno inovacije, sprotnega učenja in pa hkrati okolje, ki bo prijetno za vse ostale. Delate na področju umetne inteligence, iščete strokovnjake, ki jih v bistvu išče v svet, če malce dramatično zastavim to vprašanje. Se pravi, kako potem dejansko tehtati med tem, nekdo je dober strokovnjak, ampak morda njegove vrednote niso čisto v skladu z našimi ali pa zdaj pa nujno potrebujemo nekoga, se pravi, naredimo nek kompromis, vzamemo tega, čeprav morda ne bomo najbolj zadovoljni recimo z njegovim odnosom do dela. Ker v idealnem svetu si že predstavljam, da se vse poklopi, ampak v resnici, ko je pa ta res bitka za talente, pa ne vem, kako to gre. Na srečo nismo bili še v točki, kjer bi se mogli komorkoli odločati, je super strokovnjak, hkrati pa nam njegov odnos do dela, njegove vrednote niso všeč. O ekipi lahko povem le dobro in na srečo v tej situaciji še nismo bili, pa verjamem, da se bo tudi pojavila. Kakorkoli, kako dobimo nove talente, jaz računam, da sicer bi to povedali sami lažje, ampak tisto ključno, kar opažamo, je, da jih dobivamo na zares dobre projekte. Torej, projektov, ki se jih lotevamo s podjetji, gre za bolj dolgoročne projekte, kjer tudi ekipa vidi, da bo imela dovolj priložnosti za lasten razvoj. Delamo na področju umetne inteligence, ki gotovo zahteva drugačen pristop k razvoju operacijskih sistemov in vsega ostalega, popolnoma drugačen pristop od klasičnega grajenja operacijskih sistemov. In tukaj je potreben čas, da se vsak razvije v dober kader in tukaj ravno ponujamo to priložnost, torej da ne gre za neke bolj kratkoročne projekte, pač pa dolgoročne, kjer vidijo veliko priložnosti za samo rast. Mislim, da je to absolutno ključno pri vsem kadru, ki smo ga uspeli v zadnjem času pridobiti na novo in pa hkrati, kar se ponuja tudi, ker govorimo o bolj dolgoročnih projektih, tudi večja stabilnost za celotno ekipo. Nekako se vračamo k izhodišču, v katerem smo že štartali, koliko let nazaj, Anja, zdaj 6, ko smo se pogovarjali, kaj res ljudi motivira pri delu in mojstrstvo je ena od teh, se pravi, mi je zelo zanimivo poslušati to, da je izziv tisti neki taki projekti, kamor se čuti, da rasteš, da se razvijaš in da v bistvu delaš tudi nekako pomembne reči. A nam lahko mogoče orišeš kakšen tak projekt, da si znamo skupaj s poslušalci boljše predstavljati? Vemo, da se ogromno število podjetij sooča z veliko bazo podatkov, ki jih hranijo na različnih koncih, na različnih portalih. Torej, ogromno znanja, ki so ga tekom svojega poslovanja, tekom svojih let že ustvarjali. In pa dostop do tega znanja, ker je ta fragmentiran na tako veliko koncih, postaja vse bolj zahteven. Če so se včasih organizacije borile s tem, da niso imele dovolj podatkov, se borijo zdaj, da jih imajo
na voljo na pretek in ostaja vprašanje, kako pridati v določenem trenutku do prave informacije, do uporabne informacije in kako iz vse baze znanja ustvariti nekaj novega. Tako da sisteme, ki jih tukaj gradimo, so, mi temu sicer pravimo po angliško intelligent knowledge management, ampak hkrati recimo napredne sisteme za obvladovanje vsega znanja, ki se hrani znotraj organizacij. Preprost opis bi bil ta, da lahko povežemo njihove baze podatkov, kamor potem zaposleni pišejo razna vprašanja, mi spišemo odgovore, zlistamo vse dokumente, iz katerih smo te odgovore črpali, podčrtamo znotraj dokumentov, kater košček je bil tisti, ki je bil uporabljen za samo podajanje informacij oziroma odgovorov. Tako da na eni strani bi tukaj rekla, da gradimo sisteme, ki pomagajo predvsem strokovnjakom še dodatno nadgraditi neke njihove miselne kapacitete. Recimo kot nek co-intelligence sistem, ki dodatno spodbuja kreativnost, pospešen pretok informacij. Na drugi strani tisti naš ključen, ki pa je v bistvu tudi kot naš spin-off, ki se mu reče Rubiko, pa je preverjanje skladnosti določenih dokumentacij z pravili, zakonodaj in tako naprej. S tovrstnimi proizvodi oziroma produkti pa omogočamo predvsem to, da lahko spet tisti kader, ki trenutno upravlja neka zares manualna ročna dela, to delo upravi bistveno hitreje, bistveno bolj natančno, transparentno in hkrati vse svoje miselne kapacitete ponovno preusmeri v procese, ki zagotovo ustvarjajo večjo dodano vrednost. V teoriji zveni super, ne? Ampak predstavljam pa si, da v praksi naletite tudi na te strokovnjake, ki rečejo, ne, se jaz pa rad prelistam 500 strani in potem to sam poiščem. Ne? Se pravi, kako se nekako lotevate tudi tega odpora do umetne inteligence, straha pred novostmi, ker ljudje načeloma se novosti tudi malce bojimo. Ja, zagotovo. Tekom poslovanja naletimo na takšne in drugačne, pri čemer pa ta strah in odpor popolnoma razumemo, zakaj. Zdaj, če beremo veliko sploh ekonomskih študij, vse bolj kaže na to, da lahko, da bodo določena delovna mesta zaradi umetne inteligence ukinjena, predvsem pa se bo pojavilo vse več takšnih delovnih mest, ki jih s pomočjo umetne inteligence spreminjamo. Vsakič, ko ti nekomu delovno mesto spremeniš, torej njegovo rutino, ki jo je potencialno upravljal več let, ga s tem nekako vržeš iz cone udobja. In ko ti nekoga vržeš iz cone udobja, zagotovo sledi cona frustracije, strahu, zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Eno je lahko, da se ljudje bojijo, da bodo enostavno izgubili svoje delo. Drugo je, da imajo premalo informacij, kako določeni sistemi delujejo, torej strah pred neznanim in tako naprej. No, ampak ko premagaš to cono frustracije, strahu, pa gotovo sledi tista cona rasti, napredka, ki pa je v tako hitro spreminjajoči se družbi, v kateri živimo danes, gotovo še kako potreben. Področje umetne inteligence je res široko področje, ne, in ga včasih kar malo enačimo z velikimi jezikovnimi modeli. Opažam tudi pač, da smo kar nekako že zapopadli, vsaj v precej storitvenih dejavnostih, te modele, ne, nekako kot orodja, ki nam kaj olajšajo, pomagajo, včasih jih tudi malo jim preveč zaupamo, ne. Zanima me, kako ljudje se odzivajo na umetno inteligenco kot na agenta. A so ljudje pripravljeni zaupati stroju, da bo nekaj naredil namesto njih? Kar se tiče grajenja agentov, česar se poslužujemo tudi sami, je gotovo potrebno ozavestiti vsakega, komur damo mi te agente na voljo za uporabo, da to ni nadomestek za njihovo delo, pač pa njihov pomočnik, recimo kot njihov asistent, ki jim lahko do določene točke opravi določeno delo. Tako kot si že omenil, agenti se pri svojem delu lahko tudi zmotijo. Tako da je odgovornost tudi na nas, kot razvijalcih tovrstnih operacijskih sistemov, velika nuja na to, da jih gradimo na varen način, kar pomeni, da se naši agenti lahko so sposobni določiti, kakšna je potencialna možnost, da pri svoji analizi naredijo napako in v tisti točki na to opozorijo tudi
uporabnika končne rešitve in ga hkrati tudi prosijo za samo povratno informacijo. Torej, naši sistemi lahko rečejo, poglej, jaz razmišljam na takšen način, ali grem v pravo smer, in na to končni uporabnik, torej človek na drugi strani, tudi poda povratno informacijo, ali gre v pravo smer, ali bi moral razmišljati na kakršenkoli drugačen način. Z vsemi produkti, ki smo jih do zdaj zgradili, absolutno ne nadomeščamo nikogar, pač pa običajno strokovnjakom, torej višje profiliranemu kadru pri njihovem delu izključno pomagamo, da lahko vidijo potencialno dodatne vzorce, ki jih predtem pri svojem delu niso ugotovili, ali pa jim določena, sploh manualna dela, precej olajšamo. Vedno pa morajo biti agenti grajeni na res varen način, opozarjati na potencialne možne napake in s tem računamo, da tudi omilimo ta prehod uporabe agenta. Da v stik prihajaš v bistvu z res zelo različnimi organizacijami, pa me zanima v bistvu tvoje predvidevanje, kako bo ta igra, če bo spremenila tudi način dela z ljudmi, z vidika vodenja, z vidika, ne vem, nekega timskega sodelovanja, kaj se skozi to kointeligentnost mogoče spreminja v prihodnosti. Ni enostavno vprašanje, ne? Ker se mi zdi, da marsikdo od nas išče dejansko odgovore na ta vprašanja tudi raziskovanju, ampak če imaš kakšne hipoteze, recimo temu kot... Ja, moram reči, da pred časom sem tudi sama doživela prvi tisti trenutek, torej veliko beremo o tem, umetna inteligenca bo spreminjala naš vsakdan, ne samo kar se tiče poslovnega življenja, tudi privatnega, pa včasih tega še ne začutimo na tak način, da bi to popolnoma razumeli. S tem, ko sami pričenjamo z gradnjo tovrstnih sistemov, lahko rečem, da je bil morda za nas en tak večjih presenečen december prejšnjo leto, ko je prišel strani OpenAI ven model O1, ki je bil recimo eden prvih tistih modelov, ki je imel v zadju že sposobnost reasoninga, pospešenega sklepanja, res je. No in tukaj si lahko zdaj modele razumemo na dva različna načina. Torej, tisti modeli, ki niso sposobni sklepanja, je kot da bi človeku zastavil vprašanje in bi ta odgovoril prva stvar, ki mu pade na pamet. Vemo, da se to lahko večkrat izkaže za napačno, po drugi strani pa tak napredek, ki so ga prinesli modeli z pospešenim sklepanjem, pa se najprej ustavijo, razmislijo, naredijo v ozadju določene dodatne korake, da nas približajo k bolj pravilnemu odgovoru. In tukaj je pa umetna inteligenca naredila še tisti dodaten preskok, za katerega verjamem, da bo pripeljal do večjega napredka. Kako se bo to poznalo v organizacijah? Verjamem, da na različne načine iz vidika, da kar nam umetna inteligenca omogoča, je, da spreminjamo tudi tiste poklice ali pa delovna mesta, ki jih opravlja recimo temu višje izobražen kader, in jim omogočamo, da so pri svojem delu še toliko bolj inovativni, vidijo, tako kot sem omenila že prej, dodatne vzorce, ki jih predtem niso, in da jim lahko odpravimo vsa ta administrativna ročna dela, ki zares ne ustvarjajo dodane vrednosti. Se pa organizacije razlikujejo po tem, koliko so pripravljene že danes uveljavljati oziroma vpeljevati procese umetne inteligence. Nekatere so res bistveno bolj naklonjene, druge pa v bistvu še kar čakajo na tisti večji preskok in niso še na tej točki, ki si bi bila pripravljena vršiti vodo. Miha, kaj pa teorija pravi o tem? Morda si zasledil kakšen zanimiv članek za tiste, ki poslušajo, morda lahko tudi priporočiš? Na dnevni ravni dejansko se res zelo veliko ljudi s tem ukvarja in to na različnih področjih. Ja, mislim, da v tej smeri kointeligentnosti gre par zanimivih ljudi. Recimo Ethan Mollick na Whartonu se s tem ukvarja, ravno dan sem en članek v Academy of Management Review bral na to temo. Smer razmišljanja je ta, ne? Se pravi, kakšen je ta ples med človekom pa strojem. Ne? Ideje so razne, ne? Da pač prihaja do nekega zdivanja, se pravi, ena prispodoba je bila kiborgi, ne? Potem je druga, da preklapljamo, se pravi, bila prispodoba kentauri, pol človek, pol konj, ali kako. V glavnem, veliko je pa odprtega ravno na to temo, ali agenti spreminjajo tudi način našega organiziranja. In so eksperimenti, ne? Se pravi, da so, ne vem, cel marketing oddelek organizirali kot nek omrežje teh agentov, ki vsak opravlja neka svoja opravila in človek da sam prompt, kaj bi rad, ali pa še to ne.
Potem pa pridemo do dosti absurdnih situacij. Ne. Ena je recimo ta, da imamo agente, ki ti pošiljajo sami od sebe, naredijo ti CV, izboljšajo ti ga, pripravijo te na razgovor in potem sami pošiljajo tudi pač prijave in se odzivajo na te, če se ti kdo odzove. Potem, če imamo še na drugi strani tudi agente, ki tudi pregledujejo te prijave, potem pridemo do tega absurda, o katerem je Žiže govoril, kako se bojo pač AI z AI-jem pogovarjal, potem pa nas več ne rabijo. Tako da iščemo neka ravnotežja, se mi zdi, pa pametne načine, kako ravno prav zaupati umetni inteligenci, kako jo dobro razumeti, čeprav je to en tak stohastičen, ni determinističen model. A sem zadosti zakompliciral? Ja, mi dve z Ado smo takrat navdušeni poslušali, ne? Ja, zagotovo. Ada, kako pa ti v bistvu slediš tem trendom na področju umetne inteligence, ker če rečem, da se veliko dogaja, je to v bistvu zelo mila ocena, ne? Ogromno se dogaja, kako v bistvu skušaš slediti samo, kar se dogaja, ker vi na nek način tudi narekujete trende, ne samo sledite v Kolibri Labsu. Zagotovo je tudi za našo ekipo, čeprav smo vsakodnevno zares močno vpeti vse to, tudi za nas poplava vseh informacij zelo težko obvladljiva. Kako si znotraj samega podjetja pomagamo je, da imamo svoje kanale, prek katerega si na dnevni bazi res delimo vse nove študije, članke, vse nove poste, ki pridajo na plano. Je pa res, da je to tako hitro spremenjajoče se področje. Recimo, če dam primer, smo brali določene študije v petek, v torek je prišla študija, ki je popolnoma povozila petkovo in smo rekli, ok, torej vse, kar smo prebrali v petek, lahko enostavno zmečkamo, vržemo v koš. In potem je prišla neka takšna interna šala znotraj ekipe, da kaj, če bi mi ustvarjali eno mapo, kamor bi dali vse študije, članke in če bi v naslednjih 2 tednih prišel kakršenkoli članek, ki jih ne povozi, znanje, ki se skriva v njih, pol ga bomo šli prebrati. Tako da. In pa morda še ena prispodoba, v kateri sva se pogovarjala z našim Maticom, je rekel, lahko si predstavljaš, kakšna je hitrost razvoja informacij v tem trenutku. Če bi šel jaz za 1 mesec v tem trenutku na dopust, ko pridem čez 1 mesec nazaj, bi verjetno rabil precej časa, da nadoknadim ta 1 mesec. Medtem, ko če bi šel recimo 10 let nazaj za 1 leto na dopust, ko bi se vrnil po 1-letnem dopustu, bi morda potreboval kakšen dan, 2, da bi nadoknadil vse zamujeno, kar se je zgodilo v tistem 1 letu. Tako da težko obvladljivo, hkrati pa smo se morali znotraj ekipe organizirati tudi na način, da vse novosti, torej vključno z novimi modeli, ki pridajo na trg, kar se da hitro potestiramo, kako vplivajo tudi v bistvu na naše operacijske sisteme, tako da imamo znotraj podjetja organizirano razne matrike, prek katerih merimo tudi sami uspešnost, performance teh modelov in se ne zanašamo samo na benchmarke, ki jih določajo ostali. In velikokrat se izkaže, da po naših meritvah modeli, ki so razglašeni kot recimo v tem trenutku najboljši, najnatančnejši, se pri našem delu ne izkaže, da je temu tako. Tako da res, če želiš biti na vrhu vsega novega znanja, je to spremljanje informacij zelo potrebno in pa tudi testiranje vseh novitet. To je recimo ena izmed tudi ugotovitev, kaj so zdaj nove kompetence, ki jih rabimo pri takem skokovitem napredku, ena izmed tehnologij. Verjetno bo s kvantnimi računalniki še kakšen nov moment, ampak o tem pozneje. Se pravi, te kompetence so, to, da pač znamo se hitro učiti, da znamo vprašati prave stvari, ampak da znamo tudi kritično presojati, kako smo prišli do nečesa. In to je mogoče ena izmed takih cokel, ki se ljudje malo prehitro zanesejo na tehnologijo kot birglo, ne pa kot nekega asistenta, recimo. Človek in tehnologija, to nam je cel čas nekako v debati. A se ti zdi, da pri vsem tem prepihu, da je mogoče poglobljeno razumevanje uporabnika tisto, ki pa je nek steber, ki se ne spreminja tako hitro, kot se spreminjajo modeli in tehnologija? Končno razumevanje uporabnika se mi zdi tukaj še toliko bolj ključno, kot je bilo morda pri čist klasičnem razvoju operacijskega sistema.
Mi uporabnika v tem primeru postavljamo zares v ospredje in ne moreš, vsaj po naših izkušnjah, ne moreš zgraditi dobrega sistema podprtega z umetno inteligenco, če človek ni v samem središču tega dogajanja. Tako da zgraditi sisteme na način, da ves čas poteka ta povratna zanka med feedbackom, ki ga podaja uporabnik, in pa kako se na podlagi tega feedbacka tudi sam sistem na to uči, je ključen. Nismo še zasledili neke generalne rešitve, ki bi jo lahko rekel temu pravimo operacijski sistem, ki ga vzameš iz police in bi kar generalno deloval v različnih industrijah z različnimi strankami, se trenutno še ni izkazalo kot možno, po naših izkušnjah poudarjam. Tako da res z vsako novo stranko, z vsakim novim uporabnikom, ki pristopimo, ogromno poslušamo in damo velik poudarek na njihove povratne informacije, kako uporabljajo sistem, na kakšen način, kakšen je tudi končni rezultat te uporabe in to ves čas prilagajamo. Umetna inteligenca je zares zelo živ proces in treba se je zavedati, da tudi, ko postavljaš te operacijske sisteme, tako kot si omenil že prej, to vse skupaj ni deterministično. To pomeni, da output, ki ga bo umetna inteligenca dala, torej končni rezultat, ni vedno 100% zanesljiv. Je pa res, da ko poslušamo te povratne zanke uporabnikov, lahko sistem pripeljemo do točke, ki se tem 100% močno približa. Je pa treba vedeti, da tukaj kritično razmišljanje mora biti prisotno v vsakem trenutku in je treba sisteme podprte z umetno inteligenco zares uporabljati z veliko mero odgovornosti. Imaš kak predlog tudi za nas kot izobraževalce, kako trenirati nove generacije v tem kritičnem razmišljanju glede umetne inteligence? Če bi gledala iz perspektive Kolibri Labsa, kjer gradimo sisteme skupaj uporabnikov, če se navežem na to, ker sicer je lahko res spekter in odgovor zares širok, je ključno, da se jih ves čas izobražuje na način, da razumejo ne samo, kakšen je končni rezultat, ki ga določen sistem poda, ampak da razumejo tudi, kako sistem v ozadju deluje. To je ključno, da lahko potem kritično razmišljamo, ali bi potencialno v kateremkoli koraku odločanja, recimo tega agentskega pristopa, prišlo do kakršnekoli težave, in bi se s tem zamajal tudi sam rezultat na koncu tega. Tako da kritično razmišljati, kako so sistemi grajeni, kritično razmišljati o tem, ko mi implementiramo, ali bodi si novi modeli, kakršnokoli ostala tehnologija, kako deluje, zakaj določena stvar deluje. Modeli, morda kot zanimivost, se razlikujejo, kot da bi med seboj primerjal človeka. Nekateri modeli, ker si omenjal prompt engineering, so zelo pozorni na to, kakšen ukaz mi napišemo na začetku in recimo, če je ta ukaz dolg za približno 1 odstavek, obstajajo modeli, ki se zelo koncentrirajo na to, kaj si napisal na začetku odstavka, in pa modeli, ki se zelo močno koncentrirajo na to, kaj si napisal na koncu odstavka. Tako da poznati kritično delovanje tehnologije, obnašanje teh modelov in tudi samih rezultatov je zelo pomemben. Ne zaupati na prvo žogo, ampak vedeti, kakšni pogoji morajo biti pred tem izpolnjeni, da si lahko toliko bolj prepričan, da končni rezultat drži. Obstaja celo ena raziskava, malo za šalo, malo za resne, ki je pokazala, da dobiš boljše rezultate, če si prijazen z svojim ChatGPT-jem. Si ti prijazna, rečeš hvala pa prosim. Moram priznati, da na začetku gotovo, ko smo se spoznavali s tehnologijo, sem opazila ta vzorc v zadnjem času. Je te vljudnosti morda malenkost manj. Jo pa ohranjamo v naših pogovorih. Najlepša hvala, da si se oglasila in da si delila res zanimive poglede v ta vznemirljivi novi in ne tako novi svet. Uspešno delo še naprej. Pozdravi Matica in Dejana in celotno ekipo. Hvala vama. Hvala. Vodenje s posluhom.